Ko sem v svoji mladosti sanjal, da bom nekoč morda vozil avto z več kot 400 konji, se mi je to zdelo nekaj neverjetnega. Ampak sanje so bile lepe. Ko se danes po tednu dni zavem, da dejansko vozim avto s 300 kW, se vprašam, če je kaj narobe z mano ali z avtom. Kam so jih skrili, ali sem jaz postal tok, ne vem, razvajen. Tole je Volvo XC60 T8. Krasna zadeva. Poglejte, kako dobro izgleda tale avto. Kakorkoli ga obrnete, vedno najdete nekaj zanimivega na njem. Vedno je lep kljub svoji tradicionalni oglatosti in še vedno je to prepoznavno Volvo. Kdorkoli je že lastnik znamke danes, še vedno je to tisto, kar od švedskega porekla pričakujemo. Enako v kabini. Tele zastavice niso le za okras, ampak dejansko skrivajo spoj med različnimi letvicami, pa še vedno izgledajo fantastično. Kdorkoli bo sedel sem notri, se bo počutil odlično, sploh pa ga bodo navdušili eni najboljših sedežev nasploh, če se bo še malo izprsil, ko bo kljukal dodatno opremo med nakupom XC60. Volvo zna narediti avto, ki ugaja in ki si ga boste želeli imeti. No, potem pa pridemo do 400 konjev, ki naj bi bili skriti tamle, oziroma najprej do oznake T8. Moment. A to pomeni 8 valjev? Ne, samo 4, 2 litra delovne prostornine, sicer ima bencinski motor, kompresor in turbino in 320 konjev, kar sploh ni malo, za ostalo pa poskrbi še elektromotor. Aha, zato zadaj piše Twin Drive. A to je dejansko hibrid? Ja, in sicer priključni. Doma ga lahko polnite na navadni vtičnici. Baterija ima bruto kapaciteto 10,4 kWh in se mi je doma do očitno največ 70% napolnila v približno 3 urah in pol. Najlepše je, da sem s tem dejansko prevozil 35 električnih kilometrov pri zimskih 0 stopinjah in če znate uživati v tihi in sproščeni vožnji, boste s tem zelo zadovoljni. Ampak verjetno tudi vas, tako kot mene, mika tista oznaka T8, ki naj bi obljubljala malo manj kot raketni pogon. Ja, če boste pospeševali naravnost in če bo baterija polna, se bodo 100 res izstrelili v 5,3 sekunde, kar sploh ni slabo. Ampak prej ali slej pride v vink. Najprej boste začutili, da zavore ne ponujajo nobenega občutka, tako kot pri skoraj nobenem drugem hibridu ne. Potem se vam bo zdel volan tako mehak in brez občutka, da boste mislili, da boste jadrnico, no na koncu pa vas bo prestrašila še masa avtomobila, ko se boste končno zavedali, da ste mogoče pa res malo pretiravali in se boste kar morali umiriti. Ja, tale avto že v osnovi tehta kar 2115 kg. Če se vsaj malo spoznate na avtomobile, veste, da vse, kar sem povedal v zadnjih 30 sekundah, govori čisto proti športnosti in to je tale Volvo XC60 T8. To je fantastičen avtomobil, če se radi vozite počasi in umirjeno. Najraje na elektriko. Če pričakujete športnost, boste dobili samo s porabo goriva, ki je s čisto običajno vožnjo ob hitro prazni bateriji preko 12 litrov. Enako kot pri konkurenci 6 ali celo 8 valjnimi motorji brez elektrike. Da še izgleda tako kot tale, pa boste morali odšteti preko 90 jurjev. XC60 je sam po sebi odličen avto, res je prijeten za vožnjo. T8 pa kupite le največji navdušenci, ki vam je za športno vožnjo in porabo prav malo mar. Vem, sliši se zelo smešno, ampak hibridi niso nujna najboljša rešitev za globalno segrevanje. Pardon, proti globalnemu segrevanju.